En lep dober dan, dober večer zasneženega Konjskega vrha. Ja, lep pozdrav. Za začetek, koliko snega je tukaj, komaj da sva se prebila do tebe. Ja, sosed, ki pluži, je tudi meri višino snega, ne? In je rekel, da je 95 cm snega padlo. To ne pomeni, da ga je sedaj skoraj meter, ker dejansko se sneg seseda. Tako da ga je po moje koliko? 30 cm? Kaj takšnega? Pravo zimsko vzdušje. Pravo zimsko, pravo predbožično vzdušje. In sredi adventa včeraj smo prižgali 3. adventno svečko. In čas adventa je čas pričakovanja. In zato bova danes govorila o pričakovanjih. Ja, zelo, zelo pomembna tema. O pomenu pričakovanja sem se največ naučil, ko sem spremljal mlade v komuni. Tam sem ozavestil, kako pomemben je čas pričakovanja, ker čas pričakovanja meri potem tudi stopnjo doživetja. Dati nekomu takoj vse, to so mi govorili mladi v skupnosti, je dati skoraj nič, oziroma premalo, mnogo premalo. Kajti naš nevronski sistem deluje tako, da ko ti nekaj pričakuješ, ko čakaš, se stopnjuje tisto doživljanje prazničnega trenutka, ker takrat zaradi stopnje pričakovanja se sprosti toliko več endorfinov, torej hormonov sreče. Zato, če hočeš dati nekomu v doživetju veliko, potem z njim pričakuj. Pričakuj Božič, pričakuj rojstni dan, pričakuj god, pričakuj čim več tega, da boš potem v doživetju nagrajen z tisto prijetnostjo. Ne? Se spomnim sam najbolj, kako smo pričakovali Miklavža, kako je oče že tam pozno jeseni napovedal, da bo pa kmalu prišel. In seveda sem hotel takoj, ne? Otrok hoče takoj, mi hočemo takoj polno doživetje. Ne? Ampak oče je rekel, ne, počakaj. Ne? In potem smo še čakali, bo kmalu, še mal. Ne? In potem, ko je prišel tisti praznik, to mi je bila še posebna čarobnost, mojstrovina, podedovana verjetno od prednikov, ko sem že vedel, kako je s tem, ne? In vedno je za Miklavža zvečer pregorela žarnica v dnevni sobi, kamor je Miklavž prišel s svojimi darovi. In mi smo že šli v drug prostor, oče pa še moral zamenjati žarnico, ne? Se ve zakaj, ne? In potem, ko je prišel k nam, in sem že vedel, da bi lahko sedaj takoj doživeli, sem rekel, zdaj pa gremo. Je rekel, ne, še malo počakajmo. Ne? Stopnja pričakovanja meri stopnjo doživetja. Imeti takoj vse je premalo. Treba je malce počakati in potrebno je na nek način obdariti, dati v pravi meri. Ker ti prava mera je potem tista ne euforija, ampak tista notranja prijetnost, tista polnost radosti, ki je sreča. Ne? Sreča ni v prevzdignjenih čutenjih, ampak sreča je tisto, ko ti je v tebi res dobro, ko v tvoji notrini zasije nekaj svetlega, prijetnega, to, kar potem lahko deliš s tistimi, ki so sopotniki tvojega življenja, predvsem z najbližjimi. No in tu smo potem že pri tem razmerju adventni čas, ko se nekako poglobimo vase, tudi v vase in tudi tisto zunanjo pripravo, in pa veseli december, ki je pa včasih malo nasprotje. Kako to spraviti v tisto pravo ravnovesje? Vedno je bil čas dolgih noči, čas, ko so ljudje, danes je Lucino, ne? Ko so ljudje prinašali svetlobo. To ni bil mrakobni čas. Ne? Je bil velik pomen, je imela svetloba, plamen, toplina, ne? Vnašanje topline. Tako da, če že okrasimo recimo začetku decembra, ne? Bi bilo dobro, če bi stopnjevali. Ne, da damo že na polno, ne? Vse na polno, ampak da bi stopnjevali. In da bi na koncu recimo zvezdico ali pa ne vem kaj, piko na i, ne?
Ker če pa damo že mi v začetku vse na polno, prvič ni bilo pričakovanja, ni bilo stopnjevanja. Ne? Pravzaprav se v počutju celo razvodeni vsa ta, bi rekel, zunanja svetloba, te zunanje luči. Ne? Tako da bi bilo potrebno recimo res tu ta mojstrovina doziranja, ne? Ker je recimo res fino, da doživimo polnost ob prazniku, ne pa da smo ob prazniku že naveličani vseh lučk, vsega tistega, kar bi morali doživeti na sam praznični dan, kajti praznični dan ni določen slučajno. Ne? Praznični dan je povezan tudi z časom, z obdobjem. Ne? 25. december je dejansko tista prelomnica, ne? Ko v obdobje dolgih noči, ko se tema stopnjuje, ne? Ko pride noter moč svetlobe, zmagovita moč svetlobe, ki začne premagovati moč teme. Ne? Tako da je to zelo, zelo povezano s pravim časom, s pravim trenutkom, ki ga je škoda zamuditi oziroma ki ga je škoda zanemariti s predhodnim, ne vem čem, dogajanjem, ki presega tisto mejo zdravega pričakovanja. In zdaj, če pridemo na ta 25. Božič, tukaj trčeva lahko v tisto zgodbo, božično pravljico, kjer je vse lepo, kjer so angelčki, pa kolački, kjer so darila in vse ostalo, in pa potem tisto resnično božično zgodbo, resnični Božič. Resnični Božič se mora zgoditi najprej v meni, v moji notrini. Vsak izmed nas nosi v sebi tudi določene skrbi, določene bojazni, tiste temačne odtenke doživljanj, in tu je treba samega sebe, zato je to 9-dnevnica pred Božičem, ne? Ko mi zavestno sebe odpiramo v vstop Božjega, svetega, v rojstvo svetega, v mojem počutju, v moji notrini. In to mora biti obred, to mora biti res obred pričakovanja. Posebej zadnje 3 dni, ne, ko se na videz ustavi tema, kakor da bo tiste 3 dni tema zmagovita, ne, odpirati se v zavesti, ne, svetloba sredi noči, najdaljših noči, se sveto, se Bog skloni k človeku, ne? Se bo sklonil k mojemu življenju. Res pripraviti sebe v zaznavo tega prazničnega trenutka, ker če se ne bo zgodil praznik v meni, se bo slabo zgodil tudi med nami. Ker mi lahko nastavimo na mizo marsikaj, ampak mi, ko smo drug ob drugem, okušamo predvsem našo notranjo resničnost. In če ne bom jaz doživel te odrešujoče moči svetega Božjega v moji notrini, je lahko na mizi še toliko vsega, je lahko ne vem, kaj vse se blešči, utripa, ampak praznik ne bo poosebljen. Ne? Zato je tako zelo pomembno, da doživimo, da si privoščimo ta praznik v vsej polnosti, v sebi, obenem pa ne samo v sebi za sebe, ampak sem rekel, delimo ga najprej z najbližjimi. Ampak potem se ta krog širi. Ne? V decembru so kar 3 dobri možje, ne? Sodelavci. In v bistvu moramo biti tudi mi dobrotniki. Ne? Kakor se Bog skloni k meni in mi podari sebe, je zelo pomembno, da se bom v tem prazničnem času tudi jaz sklonil k nekomu, ki živi v neki stiski. Lahko je, ni nujno, da je samo zunanja. Danes smo ljudje, predvsem, ko je prišla mati Terezija v Ljubljano, v Slovenijo, in so ji rekli takrat, ja, pri nas pa ni revščine. Je rekla, ja, je revščina. Srečala sem jo v srcih ljudi zaradi osamljenosti. Ne? In moramo vedeti, komu se bomo v prazničnem dnevu sklonili. Človeku, tudi živalim, recimo pticam, ki so sedaj v stiski, ker sneg je, ne? Mraz je. Ampak predvsem tistemu, kateremu nas ljubezen že dolgo kliče in vabi. In če tega odgovora ne bomo dali, smo zatujili nekaj zelo, zelo, bi rekel, pomembnega, dragocenega.
smo zamudili tisti, bi rekel, temeljni poudarek, kajti Jezus se ni rodil za obloženo mizo, ne. Jezus se je rodil v konkretnem hladu hleva, sicer to malce zveni romantično, ker ga je grela sapa živali, ne, ampak ja, tudi sapa živali, ne. In ljubezen Marije in pa Jožefa, ne. On se je rodil reven. In če mi hočemo srečati Boga, ga ne bomo mogli srečati, če bomo spregledali reveža, po katerem Bog trka na mojo vest, na mojo notranjo občutljivost, na mojo dejansko tisto držo človečnosti, ki jo moram širiti. Ne nazadnje ne gre spregledati tudi to, da je bil Jezus migrant, ne? In ni naletel na zaprte meje. Ne? Ni naletel na zaprte meje. Marija, Jožef, Jezus so morali po rojstvu bežati, poiskati azil, kajti njihovo življenje Jezusa je bilo ogroženo. In ko sem poslušal, kako je utonila 10-letna deklica v deroči Dragoni, me je spreletel srh. Ne? In me je spreletel srh še toliko bolj, ko sem slišal varuha človekovih pravic, da je to velika tragedija. Ne, to je zločin. To je zločin zahodne civilizacije, ne? Ki si breme, težo, recimo nedopustni dejanj stopnjuje in slej ko prej se lahko pokaže tudi posledica le tega. Pri nas, ki nam gre zaenkrat še dobro. Ne? Jezus, Marija so bili, Jožef so bili begunci, so bili migranti, bili so sprejeti in na nek način je tudi to ena smer razmišljanja, še posebej, če želimo graditi občestvo človečnosti, ne? Ki pa nima mej. Srce nima mej. Srce se ne more ograditi. Srce mora ljubiti. Ne? Posebej tam, kjer je stiska, kjer je zapuščenost, kjer je tesnoba, kjer je tema, kjer je strah. Kajti Božič nam govori, da se Bog rojeva v to temačno situacijo kot sveti. Ne? In mi smo božanski, mi smo v dostojanstvu preko človečnosti, ko naredimo isto, ne? Ko se znamo skloniti tam, kjer je tema, kjer je stiska, kjer je obup. In naredimo tisti korak, kateremu smo notranje zavezani. In to naj bo tudi sporočilo za te dni priprave in za letošnji Božič. Ja, želim res srečen, notranje radosten, blagoslovljen, spokojen Božič. Naj vsakega od vas obogati s tolikšno notranjo prijetnostjo, svetlobo, spokojnostjo, da boste lahko to podarjali tistim, ki so sopotniki vašega življenja, in poiščimo tudi tiste, ki so spregledani od ljubezni, od pozornosti in jim naklonimo nekaj tega prazničnega iz svojega srca. Srečen Božič.